V bistvu jaz sem lansko poletje sem delal na meditaciji kreaciji. In ta kreacija se je dobesedno potem zgodila. Če bi zdaj začel govoriti, v kakšnem smislu lahko kreira svoje življenje, bi bila to že znanstvena fantastika. Ampak to se da. In tudi ena od osnovnih, imamo več vrst meditacije in jaz meditacijo zelo priporočam, pa ne kot sproščene napetosti, kot stres, kakorkoli. Noti tudi razloženo, vse te meditacije, ki so do zdaj, zakaj v večini primerov ne deluje. Ker recimo, kaj meni deluje. Ne, da je človek skozi meditacijo zaslužil svoj milijon evrov, če je to želel, ampak meni je poanta, da je človek izpolnjen. Za mene je ultima, da si ti izpolnjen. Recimo, ko ti dosežeš to notranje stanje, da si ti srečen, izpolnjen, jaz imam raje kot srečo izpolnjen, ker sreča je relativna beseda, ne? Potem ne rabaš navzven ne vem kakšnih hudih avtomobilov, da so škazal, ne vem kakšnega bogatstva, ne vem kakšne jahte, ne vem kakšne hiše v zlato in tako naprej, ker v bistvu so vse to nadomestki sreče ali pa te izpolnjenosti, zunanji nadomestki, ampak mi da skozi to knjigo govorimo o našem notranjem stanju, ne zunanjem stanju. In ko ti dobiš, v bistvu, ko si ti kupaš eno veliko stvar, en super avto, v bistvu ti si mogoče določen čas srečen, eno uro, en teden, en mesec, ampak potem pa spet pride, ker svet znotraj tebe se izraža v svetu zunaj tebe. Kaj je poanta? Ko ti dosežeš to stanje, v bistvu, da si notranje izpolnjen, potem se ti ne rabaš več obdajati z ne vem kakšnem bogastvom, ne pomeni, da ga zanikaš, če ti pač dano, zakaj ne bi fino živo, če je. Ampak hočem povedati, da je ena največjih laži v zgodovini človeštva to, da te določene stvari lahko usrečijo. To ni res. Ne morete usrečati ne dober avto, ne dobra hiša, ne dobra partnerica, ne, če ti tega nimaš v sebi.